9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. Okay, we got a roll program. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. Pozdravljeni, danes pojdimo v 20. stoletje, v največjo tekmo v zgodovini človeštva. To je vesoljska tekma. Tekmovali sta dve svetovni velesili z dvema različnima ekonomskima sistemoma. To sta Združene države Amerike, ki imajo kapitalizem, in Sovjetska zveza, ki ima komunizem. Obe državi sta imeli veliko dobrih znanstvenikov in močno tehnologijo, ki pa so jih dobili po drugi svetovni vojni po porazu nacistične Nemčije. Sovjeti in Američani so dobili nemške rakete V1. Američani so celo dobili glavnega nemškega inženirja Wernera von Brauna, ki je kasneje vodil ameriški vesoljski program. Sovjeti pa so rekrutirali Ukrajinca Sergeja, raketnega inženirja. Od leta 1955 sta obe državi napovedali, da bosta začele vesoljske poskuse. Sovjeti so 4. oktobra 1957 izstrelili v vesolje prvi umetni satelit. Imenoval se je Sputnik 1. Imel je 83 kg in Zemljo je obkrožil v 96 minutah. Kasneje so Sovjeti v vesolje poslali tudi psičko Lajko. To je bilo prvo živo bitje iz Zemlje, ki je odšlo v vesolje. To se je zgodilo 3. novembra 1957 s plovilom Sputnik 2. Nažalost, Lajka ni postala heroj Sovjetske zveze kot kasneje Gagarin. Umrla je v Sputniku, najverjetneje zaradi vročine, ampak na koncu je njena podoba krasila podobe znamke vzhodnega bloka. Leta 1958 Američani v vesolje pošljajo prvi satelit, imenovan Explorer 1. In to samo 4 mesece potem, ko so Sovjeti v vesolje poslali Sputnik 1. Sovjeti kasneje v vesolje pošljajo tudi prvega človeka, Jurija Gagarina, 12. aprila 1961. V vesolju je bil kar 1 uro in 48 minut. Obkrožil je Zemljino orbito s plovilom Vostok 1. Ko se je vrnil na Zemljo, je postal heroj Sovjetske zveze in je dobival čestitke iz celega sveta. Samo 3 tedne kasneje so tudi v vesolje poslali prvega Američana. Američani so bili zelo jezni, da jih je Sovjetska zveza tako prehitevala. Zato so se odločili, da bodo v vesoljski program namenili veliko več sredstev. Kasneje so v letu 1962 Američani poslali v vesolje prvega človeka, ki je obkrožil Zemljino orbito. Leto kasneje, 16. junija 1962, so Sovjeti v vesolje poslali tudi prvo žensko. Američani so 29. julija ustanovili NASA, ki pa so ji namenili ogromno denarja. Američani so hoteli uporabiti vsa sredstva samo zato, da premagajo Sovjete. 18. marca 1965 so Sovjeti v vesolju svojemu kozmonavtu naročili, naj se sprehodi po vesolju. To mu je tudi uspelo. V vesolju se je sprehajal kar 10 minut. 9 mesecev kasneje so tudi Američani naročili svojemu astronavtu, naj se tudi on sprehodi po vesolju. Potem, ko so Američani naredili res ogromno testov in poletov, so 16. julija 1969 v vesolje končno poslali Apollo 11. Na krovu so bili ljudje, ki bodo pristali na Luni, kar jim je tudi uspelo. 20. julija 1969 so Američani pristali na Luni. Takrat je Neil Armstrong tudi dejal tiste slavne besede: "To je majhen korak za človeka, ampak velik korak za človeštvo." Pristanek na Luni so tudi predvajali po televiziji. Prav zaradi tega, ker so Američani prvi pristali na Luni, so tudi zmagali vesoljsko tekmo. Kasneje, v 70. letih 20. stoletja, se sovjetski in ameriški odnosi občutno izboljšajo in ustvarijo mednarodno vesoljsko postajo Apollo-Sojuz. Sovjetski in ameriški poveljnik sta si tudi na postaji simbolično podala roki v znak prijateljstva.
Upam, da vam je bil današnji komentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.